Mitja Robar, seveda dobrodošli v svojem Mariboru in to na prvi tekmi tudi z oznako C. Mitja, kaj bi rekli, sicer od tistega prvega dela, tistega skoraj meseca dni niste videli, ampak očitno v tem trenutku Slovenija že dokaj dobro stoji na ledu. Ja, tisto, kaj sem samo spremljal rezultate, nisem videl samih tekem, ampak moram reči, danes so me izredno dobro presenetili, vseeno so še mladi, ampak res izvrstna igra četrtega napada, vseh 5 igralcev mladih. Moram reči, da so me res zelo prijetno presenetili in ponosni, da imamo tudi ta mladi val, ki se bo počasi priključeval članski ekipi, kar je tudi pozitivno. Avstrijce, ki so nekaj sicer tarnali, da imajo težave zdravstvene, ste zelo hitro umirili, prijeli, dobesedno v 8 minuti so bile stvari na svojem mestu. Ja, ne vem, tudi sam sem zdaj slišal, da imajo nekaj, ne vem, ampak dobro. Takšni igri se tudi ne gleda, danes smo bili izredno drsalno močni, silili smo jih napake in to bi tisti ključ do uspeha. Dejansko vsak plošček smo se borili in bili večinoma prvi napako, kar je zelo pomembno, ker v taki situaciji si dejansko si v igri, ne. Oni se pa morajo preboriti ponovno napak, kar ti povede zelo dosti energije. Disciplina, to je sedaj že sestavni del te reprezentance, pa še nekaj zelo visoko pokrivanje nasprotnih igralcev. To so odlike, ki krasijo najboljše. To zdaj že ta sistem prakticiramo, zdaj že prihoda Matjaža Kopitarja, probamo ga čim bolj izpiliti, ja. Kolikor se nasprotna ekipa ne igra teh dolgih podaj, moramo tudi mi stojimo blizu na kontaktu in na ta način že v srednji tretjini prekinjamo te napade in probamo izpeljati kontranapade, ker to je dan danes. Današnji hokej je tudi zelo dejansko te kontre, hitra tranzicija in poskušaš presenetiti nasprotnika, ko še v drsanju naprej. Samo še to, power play, to nam v tem trenutku še ne gre. Je pa res, da dobesedno manjkajo vsi igralci, ki igrajo za Slovenijo na power play postavitvi. Pa drugi gol, ki smo ga prijeli z igralcem manj. Zakaj se to zgodi? Dobro, power play, so bile pozitivne stvari, ogromno strelov, ogromno vse, ampak tam tudi malo ni bilo toliko sreče. Da ne rabimo biti toliko slabe volje oziroma se preveč obremenjevati s tem. Res zdaj tudi, da še manjkajo tisti ključni power play igralci. Kar se tiče samega prejetega gola, bil sem sam tudi na ledu. Bil je tak nesrečen splet okoliščin. Dejansko dobimo že pak, se odbije, potem smo pa malo preveč lahkotno. Vsi smo pričakovali, da bo ta plošček potem šel v kot oziroma ali bo pokril ali v kot, da gremo takoj dalje, je pa se nesrečno odbil. Ja, potem je še drugi igralec, ga je še enkrat odbil in dobro, to definitivno ni pozitivno, ampak take napake se zavedamo. Gal Koren, morda tudi tisti, ki redno spremljamo hokejsko dogajanje, smo enostavno navdušeni nad tistim, kar prikazuje ta nas trenutno četrti napad. Tudi na tej tekmi z Avstrijo igrate povsem neustrašno in zato vam je potrebno samo čestitati. Očitno ste se odlično vklopili v to, kar trenutno počne slovenska hokejska vrsta. Ja, mislim, da smo kar nekaj časa trenirali sisteme. Tam smo se, dosti časa že prej smo v reprezentanci do 20, do 18 smo igrali. Jaz Kural pa Lebar že par tekem skupaj. Tako da smo se dobro znajdeli v napadalni tretjini, malo smo se že razumeli, malo smo še zdaj v teh 5 tednih skupaj naredili, ne. Kakšen trening tekmo, tako da lahko rečem, da nam je šlo kar v redu. In neustrašni ste, bi rekli, to pa je enostavno odlika, če hočeš igrati hokej na tem nivoju, ki ga ponujajo tekme tako z Italijo, Kazahstanom kot z Avstrijo. Ja, jaz pravim, tukaj se nimaš česa, to je šport, tak šport, za tega smo se odločili, ne. Pa moraš pa imeti pogum, imeti vsak duel z vsakim pakom, v obrambi isto, tako da, to je to.
Nekako smo vas že pričakovali na tistem turnirju v Franciji, pa seveda zaradi EBL lige niste bili potem poleg. Odločno se prebijate v to reprezentanco, to je enostavno sestavni del, 18, 20 in sedaj članska vrsta. Kako bi ocenili teh 5 tednov, dobesedno od začetka ste poleg? Ja, mislim, ena super izkušnja, super igralci, tako da mislim, res dobro smo se ujeli od prvega dneva na Kranju, ko smo začeli. Tako da vseh teh 5 tednov je bilo super izkušnja, tako da se bomo povedali, kaj bo naprej. Ne glede na to, v katerem napadu in s kom ste igrali, tu ste na vsaki tekmi opozorili nase. Boste ostali v Zagrebu? Kaj je tisto, kar vas vleče naprej? Kakšni novi izzivi? Govori se, da bo Medveščak celo igral v KHL ligi. Ja, to še ne vem, mislim, ne morem nič govoriti, Pač bomo pa videli zdaj v naslednjih par tednov, kaj se bo zgodilo pa kako bo. Gal Koren, še vprašanje direktno. Računate na pot v Stockholm? To pa jaz ne morem govoriti, to pa trenerjevo odločitev, ne moje. Upamo, da boste poleg. Hvala lepa za pogovor. Hvala vam. Aleš Mušič, čestitka in za gol in pa za vse tisto, kar ste danes opravili, najboljši strelec oziroma najboljši igralec tekme. Tekma za Avstrijce je vedno nekaj posebnega. Kako bi ocenili vse skupaj? Ja, sigurno. Ja, mislim, da smo danes res odigrali eno vrhunsko tekmo. V drugi tretjini sicer malo tistega padca po 2 favlih, 10 minut, ampak na to smo se pobrali, spet odigrali naprej, tako kot znamo. In mislim, da so bili danes res za razred boljši tekmec. Se pa vidi, da je to že trojka, ki naj bi tudi potem skupaj igrala, ki je veliko preigrala skupaj. To je prednost. Ja, sigurno, že kar nekaj časa nas trener drži skupaj, tako da približno se že zelo dobro poznamo, tudi na treningih, tako da želim si, da bi ostali skupaj, normalno bomo povedali, ko se bo trener odločil. Bili ste agilni, dobesedno od prvega trenutka naprej, ko ste prvič stopili na led, je že Žiga krenil odlično po desni strani, potem veliko tudi tega kombinacijskega hokeja. Očitno vam leži ta način igre, ki jo sedaj Slovenija igra. Ja, v bistvu trener nam je zelo dobro razložil, pač kakšno funkcijo oziroma kakšen sistem se igra in smo ga zelo hitro tudi usvojili. Na treningih pilimo to vsak dan, tako da se vidi tale v bistvu kako bi rekel, v bistvu vice na ledu, da znamo pač tako odigrati in zato pač Avstrijci so imeli toliko težav, niso mogli si organizirati napada, niso mogli svoje tretjine, pokrivali smo jih že v njihovi obrambni, tako da če bomo tako odigrali tudi naprej, je to zelo dobra popotnica za SP. Po 12 zelo zahtevnih treningih, eden ni bil ravno trening na ledu, ampak kakorkoli že vzamemo, ste bili dobesedno željni, voljni te tekme, čeprav Avstrijci so se pred tekmo nekaj izgovarjali na zdravstvene težave, ampak na koncu šteje rezultat. Ja, normalno, pač mi smo se dogovorili, da odigramo trdo, močno od prve minute dalje. Tako smo odigrali, zasluženo visoko zmagali, verjamem pa, da bojo Avstrijci naredili neko hitro analizo do jutrišnje tekme in da se bojo hoteli probati maščevati za ta rezultat. Mi bomo poprobali narediti isto kot danes in zmagati tekmo. Čez 2 tedna bomo razmišljali o prvi tekmi v Stockholmu. Je Slovenija v tem trenutku tam, kjer si želite? Ste zadovoljni s pripravo tako svojo kot ekipe? Ja, normalno, treningi so res zelo kvalitetni. Tako da manjka nam še kar nekaj tistih ključnih igralcev, tako da ko bo oni prišli nazaj, mislim, da se bo mogoče nivo igre še malce dvignil, sploh tisti powerplay bo mogoče malo bolj stekel, kot je trenutno. Drugače pa ja, zdi se mi, da smo zelo dobro fizično pripravljeni, tudi psihično smo na pravem nivoju, tako da v bistvu že vsi nestrpno pričakujemo tudi svetovno prvenstvo. Aleš, hvala lepa. Prosim. Hvala ti.